namen projekta je podpreti žlahtnitelje in semenarje za ekološko kmetijstvo. In zbrali smo si 4 poljščine, krompir, pšenico, ado in sojo, na katerih delamo in kjer bomo skušali pridobiti nove sorte, nove modele pridelovanja semena in predvsem, kar je pa najbolj pomembno, kar mi vidimo v tem projektu, je, da skušamo pridobiti kmete in neposredne uporabnike, da bojo skupaj z nami ustvarili nove sorte, da nam bojo pač z njihovo pomočjo, da bomo prišli lažje do količin ekološkega semena, ki se bojo potem lahko uporabljali v ekološkem kmetijstvu. Kot sami veste, je zdaj še zelo veliko derogacij, zelo veliko semena, ki ni ekološko pridelano in se potem uporablja v ekološkem kmetijstvu. Naš cilj pa je 100% uporaba ekološkega semena, ekoloških sort v ekološkem kmetijstvu. O ekobridu lahko preberete kar dosti pač na naši spletni strani. Meni se zdi, da je tudi na vseh teh, bi rekel, v anketi in v vabilu je tudi naslov naše spletne strani, tako da tam lahko na hitro si dobite vpogled pač v delovanje projekta. Drugače pa imamo tudi na Twitterju in na Facebooku kar nekaj novic, kaj se dogaja na projektu. Pri semenski proizvodnji je to, da krompir se uničuje v fazi najbolj bujne rasti. V preteklosti smo imeli na druge sorte, tudi v semenski proizvodnji smo krompir uničevali s plinom. Termično smo uničevali cimo in je cima propadla. Pri kokriji nima tako bujne cime, cimo samo zmulčimo in cima propade. Letos smo samo enkrat mulčili, lanskrat pa mislim, da ker je bil bolj tak let, pa da smo 2-krat mulčili, pa je cima propadla. Jedilni krompir pa tako ni problem uničiti, ker ga uničujete v polni fiziološki zrelosti. Na ostalih površinah pridelujemo žita, koruzo za zrne. Zdaj, kar se tiče prodajnih poti, prodaje imamo večinoma na domu in pa v javnih zavodih. Po trgovinah ne razvažamo svojih izdelkov. Sam seme je problem. Če se v Sloveniji pa nas se zelo, ali smo samooskrbni ali nismo, ali rabimo površine pa to za samooskrbnost. Ampak, če vam povem, mi niti semena nimamo za samooskrbnost. Mi za koruz, naprimer za polento, je semenarska hiša prijavljena, je v Sloveniji prisotna semenarska hiša, od katere kupujemo seme koruze za zrne, vendar tega semena ne pripelje v Slovenijo. Mi moramo iti v Avstrijo po seme, ker je rezerviran za avstrijski trg. In tega zgodb imate veliko, naprimer pripelje se pač tržni viški semena se pripeljejo v Slovenijo. Letos smo mi imeli veliko težavo, ker je bila meja zaprta in nam je en ekološki kmet pripeljal do Jezerskega in smo tisto koruzo dajali čez ograjo. Ampak to so take zgodbe, ki jih konvencionalni kmeti ne poznajo. Je pa pomembno, če vam še to povem pri koruzi, mi ne moramo vsako leto menjati sorte koruze, ker ne vemo, kako nam bo zrasla, ker nam ustreza ena sorta in tista sorta raste. Isto pri polenti. Ta sorta mora biti sočna, mora biti okusna in te stvari. Ne moreš ti vsako leto ali pa kar ti trgovec ponudi tisto seme posejati. Mislim, da imamo mi težave s semeni, večje kot pa s površinami. Ampak tega se mi ne zavedamo. Mislim, da imamo edini razvoj semenarstva je pri krompirju v Sloveniji. Na dnevu ekološkega krompirja danes tu pri Kranju se nahajamo na polju kmetije Kozina, kjer prikazujemo 9 sort iz projekta Ekobrid, ki so se že v prvem letu pokazale kot dosti uspešne. Namen tega je seveda, da sorte, ki jih najprej preizkušamo, bistveno večje število sort, ki jih preizkušamo na Kmetijskem inštitutu v okviru projekta, sedaj potem preizkusimo tudi v praksi pri samih pridelovalcih. Seveda, če želimo doseči čim večji učinek, ni zadosti, da sorte samo pridelujemo, to želimo tudi pokazati ostalim, tako da danes se bomo tu zbrali v
malo večjem številu in pogledali v bistvu, katera sorta bi lahko bila najprimernejša za slovenske, sorta krompirja bila najprimernejša za slovenske kmete. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije smo uspeli 2 leti nazaj pridobiti evropski projekt z področja ekološkega kmetijstva pod imenom Ekobrit. Kmetijski inštitut je vodilni partner, skupaj pa sodeluje 25 partnerskih inštitucij iz različnih evropskih držav, Kitajske in Združenih držav Amerike. Zdaj, glavni namen projekta so raziskave na področju žlahtnjenja ekoloških sort kmetijskih rastlin, spodbujanja semenarstva in uvajanja novih tehnologij na področju ekološkega kmetovanja. Sam projekt obsega 4 vrste, to se pravi krompir, pšenico, ajdo in pa sojo. Danes smo sicer na dnevu krompirja, ekološkega krompirja v okviru projekta Ekobrit. Pri krompirju, kot je v Sloveniji že tako dosti dobro razvit program žlahtnjenja krompirja na Kmetijskem inštitutu Slovenije in ravno projekt Ekobrit nam je dal možnost, da to delo še nadgradimo, in sicer na ta način, da bomo v okviru projekta Ekobrit pričeli z žlahtnjenjem krompirja posebej namenjeno za ekološko kmetijstvo. Če smo do sedaj veliko pozornosti polagali odpornosti proti različnim boleznim in škodljivcem, posebej krompirjevi plesni, se pravi sorte, ki smo jih dobili, marsikatera je odporna na krompirjevo plesen, recimo ena od njih je naša sorta Kiskokra, pri kateri tudi pridelujemo ekološko seme, ki je na voljo vsem pridelovalcem v Sloveniji, pa vendarle te sorte so bile požlahtnjene v nekje konvencionalnem sistemu žlahtnjenja. Z projektom Ekobrit gremo, kot sem rekel, na nov nivo, to se pravi, bomo namensko odbero sort za ekološko kmetijstvo vršili pravzaprav na površinah, ki so ekološke. To se pravi, osnovo imamo pravo, odpornost proti boleznim, predvsem proti krompirjevi plesni. Pri tem bomo seveda pogledali pa še predvsem druge lastnosti, ki so za ekološko kmetijstvo pomembne, to se pravi pokrovnost, tekmovanje s pleveli, pridelek v tem ekološkem načinu kmetovanja, in na ta način bomo vzgojili sorte, tiste prave ekološke sorte, namenjene resnično samo ekološkemu kmetijstvu. To je tudi osnovna razlika, če smo sedaj v večini v ekološkem kmetijstvu uporabljali konvencionalne vzgojene sorte, ki so zaradi svojih lastnosti bile tudi primerne za ekološko kmetovanje. V prihodnosti, ko bo ta program polno zaživel in pričel dajati prve ekološke sorte krompirja, tudi slovenske, bojo pa te sorte dejansko vzgojene in požlahtnjene z namenom pridelave v ekološkem načinu kmetovanja. Začetek naše kmetije sega v leto 1992, ko sva z ženo kupila majhno kmetijo, 2,5 hektara. Danes imamo 6,5 hektarov lastne zemlje in še 33 dobrih v najemu, in to vse skupaj v 9-10 vaseh. Ukvarjamo se z zelenjavo, jagodičevjem in živinorejo. In v glavnem to se dogaja večinoma na travinju, 1,5 hektar imamo pa njiv za zelenjavo in nekaj žit in jagodičevje. Živina pa se pase v teh vaseh, ko sem prej omenil, in v glavnem v hribih, več kot polovico je travinja v hribih, tako da skrbimo za čiščenje hribov, košnje pa pač v teh ravninskih delih. Živina se pri nas pase od začetka aprila pa do sredine decembra, če so le pogoji za to, tako da je samo v hlevu, če se temu lahko tako reče, hlev, odprt kozolec 3,5 mesece, največ 4, tudi po zimi imajo izpust in živina ni privezana. Zakaj imamo živino? Pač zato, da je to en tok okrog, da iz gnoja delamo kompost in seveda tudi nekaj financ tudi živina prinese. Drugače pa zelenjava, gojimo okrog 30 vrst zelenjave in jagode na površini 25 do 30 arov, nekaj malin, robid in še mogoče česa.
Rastlinjakov vse skupaj 80 arov, ko je vse pokrito, v glavnem zelenjava, en del zelenjave pokrit in pa okoli 25-30 arov jagod, tudi nekaj malin je pokritih. Da so rastlinjaki pokriti je absolutna prednost, saj tako jaz mislim, to so vremenske neprilike pred točo, pred vročino, mreže, te, ki so gor, absolutno bolj ščitijo rastline, tudi da lahko delamo vsak dan, pač ker uporabljamo setveni luden koledar, je to obvezno delati na določen dan in če pada dež, mi takrat ne moremo delati, če pada dež, ko nabiramo za tržnico, ne moremo delati, tako da rastlinjaki imajo prednost tudi pred vplivi iz neba, kjer pada umazan dež in seveda, da se sezona podaljša oziroma prej začnemo in kasneje končamo. Na kmetiji nas je kar nekaj zaposlenih, če začnem pri sebi, potem pri sinu in naši ta mladi in žena, ki poleg službe pomaga, skrbi za sadike, pomaga pri prodaji na tržnico, pri pripravi zelenjave in imamo tudi 3 sezonske delavke tu iz okolice, tako da je to kar nekaj rok. Večino vseh teh pridelkov prodamo v glavnem doma in na ljubljanski tržnici. 2krat na teden imamo to prodajo, 2krat na teden doma, ob torkih in petkih in pa na ljubljanski tržnici ob sredah in sobotah in pa še tudi nekaj v šole, pa tudi kakšna restauracija se najde. Naša kmetija je ekološka od leta 2003, od leta 2012 pa delamo na biodinamičen način. To pomeni še nekaj več od ekološkega. Kaj pomeni biodinamika proti ekološkemu? Pomeni ne samo odsotnost strupu, ampak prisotnost tudi živega. To je pač nadgradnja, bistvo tega je kompostiranje, kolobarjenje in kompost je osnova te kmetije. Seveda ne smemo pozabiti na preparate biodinamične, ki jih uporabljamo. Eden glavnih je gnoj iz roga in kremen iz roga in potem kompostni preparati, ki jih vstavljamo v kompostni kup, kot so arman, kamilica, regrat in hrastovo lubje in balderjan. Te rastline so osnova za zdravo življenje človeka, ki so nujno potrebne za njegov zdrav razvoj in predvsem zdrav Tu vidimo nasad jagod, čisto sveže jagode, posajene pred 9 dnevi in kot vidimo že prve cvetovi gor. Danes smo jih že na dan za plod večino razrečili, zato da ne bo preveč izčrpalo sadikov in prve plodove bomo že pobrali po enem dobrem mesecu, to pomeni konec avgusta, v začetku septembra. Ta rastlinjak smo postavili lansko leto, enemu pravijo pameten rastlinjak. In to je tista prednost, da lahko prej začnemo z zelenjavo in jo vlečemo tudi v zimo oziroma tudi po zimi. Je pa seveda investicija bila precej velika, sploh na tem terenu, kjer je vesel. Ta rastlinjak je močne konstrukcije, narejen pač za vse vremenske razmere. Ima dvojno folijo, pomeni, da zadrži več toplote in to pomeni, da lahko zgodaj spomladi začnemo oziroma že po zimi in enako se vleče potem v naslednjo sezono. Lahko ga tudi ogrevamo po dolžini celega strehe, ima okno, ki se avtomatsko odpira, enako tudi boki na obeh straneh, ki delujejo na senzorje, na vlago, na temperaturo, na veter in tudi na dež, tako da če pride kakšna nevihta, se vse zapre tudi pred točo. Tako da to je ena naložba za dolga leta in mislim, da bi država mogla k temu veliko več pozornosti nameniti, kot pa jih. No, to korenje je bilo posejano konec aprila in sicer na tak način, da sem prvo naredil te grebene z strojem, ki pač naredi grebene, podobno kot grebeni za krompir. Potem sem gor tiste grudice z grabljicami rahlo odgrnil proč, tako da je bilo res sama fina zemljica, napeljal gor vodo, cevi, ki so še zdaj tu noter in zemljo zamočil in potem pokril za 5-6 dni z črno folijo, ki vidimo tu zraven, zdaj tudi, da preprečuje plevele, tako da je bila ta cela parcela pokrita z folijo. In po 6 dnevih damo folijo proč in drobni pleveli so vzklili pod folijo
in sonce jih je dobesedno sežgalo. Potem pa sem šel sejat gor za sejalnico, 2 vrsti so tu posejane, tako posebno sejalnico, in tiste drobne plevele je sejalnica mehansko odmaknila in praktično ni bilo to gor nobenih plevelov. Potem je pa šel tu noter stroj, ki je takole dobesedno čisto blizu korenčka okopal. Tako da je bilo pletve zelo malo, potem se pa to še nagrnilo in kot vidimo ni plevelov. Tako da korenje se da pridelati tudi na ekološki način, brez vsakršne kemije. Tu smo v mlajšem paradižniku, danes je 20. julij, bil je sajen pred enim mesecem nazaj in to je smiselno, da sadimo za kasnejše obdobje, kajti sedaj v tem času oziroma v avgustu je težje prodaja, ljudje so na dopustih in imajo doma na vrtovih. V septembru mesecu bo pa ta paradižnik oziroma konec avgusta že začel z obiranjem in to bo potem lažja prodaja, tako da je smiselno rastline saditi na večkrat in zaradi tega si lažje razporedimo prodajo. Sladki krompir, čeprav temu ne bi smeli tako reči, to je več kot krompir, to ima ogromno vitamina, recimo beta-karotena ima toliko kot 25 kg brokolija in enostavno mu ne bi smeli reči krompir, to je vitaminska bomba za prehrano od malih dojenčkov do odraslega človeka, za diabetike, sladkorne bolnike, ker ima glikemični indeks sladkorja nič in je zelo zdravilen in nima škodljivcev, niti bolezni, razen edini velik škodljivec je voluhar, to pač je pa treba skrbeti na nek način s kolobarjenjem in še kakšnim drugimi biodinamičnimi načini, da ga preganjamo. Ampak to je res ena zgodba, ki se splača jo delati v Sloveniji. Tu vidimo en del naše črede, sicer jih imamo trenutno v 5 vaseh po vseh teh okoliških krajih in kot vidite so krave dojilje, imajo zraven teleta, vidite jih, da niso umazane, ampak tako tudi pri nas po zimi, nimajo nikoli dreka na sebi, kajti imajo dovolj prostora v hlevu in dovolj nastilja. Tako da telički so tisti molzni stroji, ki pomozijo mleko in temu je to namenjeno. Skozi celo leto imajo samo pašo, po zimi pa samo suho seno, pri nas nimamo nobene silaže, niti travne silaže ne in nobenih žit naša živina ne je. Tako da meni se zdi nesmiselno krmiti živini žita, lahko bi jih njive uporabili za hrano ljudi, kar bi bilo bistveno bolj efektivno. Na enem hektarju lahko prehranimo lahko bistveno več ljudi z vegetarijansko hrano, pomeni z zelenjavo, žiti in pa sadjem, kot pa če redimo živino. Čeprav to vidite, da mi jo redimo, ampak kot sem že omenil, jo v glavnem čistimo hribe, da se ne zarastejo in smiselno bi bilo čim bolj živino riniti v hribe, da se ne zaraste. Seveda v ravninah jo ne bi prepovedal, vsekakor pa ne podpiram industrijskega načina živinoreje. Na enem hektarju se misli povedati, da mi vzredimo na leto 200 kg mesa in koliko s tem ljudi prehranimo, pa si lahko predstavljamo proti to, kar sem prej omenil, zelenjavi, žiti in pa sadju bistveno več in nikakor ne drži, da bi bili ljudje lačni, če bi vsi ekološko delali. Če omenim še to znanje, ki ga ekološki kmetje imamo in še marsikdo zraven, absolutno z znanjem bi se tole lahko ekologija dvignila in prehrana ljudi. En lep primer lahko vidimo v indijski zvezni državi Sikim, ki je leta 2003 prešla na tak način in so sedaj popolnoma ekološki. In odgovor za politike na koncu je, da se BDP dvigne iz 5 na 8%, da ne omenjam zdravje ljudi, narave in pa zaposlenost in turizem in vse, kar sledi zraven tega. Pri vzgoji zelenjave seveda ne gre brez vode, tako da tu vzadaj vidimo jezero, sicer mi imamo enega še v tistem gozdu, tam gor, že dobrih 25 let in voda vsekakor je potrebna. To jezero se pa napaja iz vseh teh streh, iz rastlinjaka, iz hiše, iz hleva, iz senika, ki ga imamo in tu se zbira voda v tem jezero za namakanje, hkrati pa smo iz tega jezera naredili tule nove površine, 20 arov novih njiv, ker je bilo to zelo nizki teren, močvirnato in to je bila pravzaprav glavni namen tega jezera, da smo pridobili čisto blizu hiše novo površino za vzgojo zelenjave in voda je vsekakor kot en odličen element na biodinamični kmetiji, kjer se to vse vrti okrog vode, življenje, škodljivci in takšne stvari.
Kot vidimo, zemlja je zelo v dobrem stanju in to dosežemo lahko na način, kot sem ga že omenjal, z podrahlavanjem zemlje namesto oranja, ripanje, da zrak spravimo v zemljo in pa seveda z kompostiranjem zemlje in pa nikakor ne z nekim frezanjem, kajti freza je res za tiste najbolj težke zemlje, kjer pač ne gre drugače. In moj mentor prejšnji, ki je bil iz Avstralije, Alex Podolinski, ki je naredil v Avstraliji 20% biodinamičnih površin, je rekel, ne uporabljaj na njivi stroja, ki ga vrti kar dan. Kajti s tem strojem mi preveč zemljo zdrobimo, na vrhu naredimo preveč fini pesek in tako potem nevihta to zabija in voda odteče in zato potem se suši in zemlja zabita, v zemlji ni zraka in ni življenja. No, kompost mora biti osnova vsake ekološke oziroma biodinamične kmetije, pa še posebej, kajti s tem naredimo vse. Skrbimo za zdravo zemljo, za zdravo življenje, za temelj, za zdrave rastline in nikakor gnoj, mi besedo gnoj črtamo, gnoj imamo 1 leto oziroma pol leta v jami pač in potem ga zvozimo vsem na kompostne kupe. Tu ga na naš biodinamični način cepimo, te kompostne kupe z preparati, ki sem jih že prej omenil. Tako naredimo na 2 metra rman, kamilica, regrat, hrastovo lubje in na sredino koprivo. Kopriva je tista, ki ima vir vseh teh pozitivnih lastnosti, ki ugodno vpliva na te ostale preparate, vsi skupaj pa zelo dobro na zdravje ljudi z temi preparati, ki sem jih omenil, ki so nujno potrebni za človeka. Tako stojimo na zemljišču hidroelektrarne Brežice oziroma lastnikov, kmetov, ki so bili kot služnost za izgradnjo hidroelektrarne, ki vidimo tu v ozadju. To je bil ogromen kup zemlje in še nekaj zraven, ki so ga potem zvozili v ta nasip, ki ga vidimo za izgradnjo jezera pri hidroelektrarni Brežice in je bila zemlja od te izgradnje zelo zmučena od težke mehanizacije in tu je stala voda in zemljišče je bilo neuporabno. Jaz se tu vozim v Ljubljano po tej cesti in vedno mi je oko padlo sem in sem mislil, zakaj niso mogli te parcele zrihtati. In oglasili so se pri meni in potem je prišlo do govora, če pač poznamo še kak drug način za revitalizacijo tal, kot pa to, kar je bilo predlagano iz stroke. Prevzel sem izziv in začeli smo tu z sanacijo tega zemljišča. Začelo se prvo z mulčenjem, potem pa z podrahlavanjem in škropljenjem preparatov, gnoj iz roga, kjer pač delamo po biodinamiki in gnoj po Mariji Tun in potem ripanje. In še škropljenje enkrat oziroma dvakrat in nato setev mešanice 27 vrst rastlin, ki smo jo dobili iz Nemčije od enega znanega kmeta Manfreda Venca, ki je skonstruiral, če lahko tako rečem, tole vrsto mešanic. In on pravi tako, da to mora biti en orkester na njivi, ne samo da je violina na njivi. In zdaj tukaj vidimo, da je to kar dobro uspelo, ni plevelo noter. Zemljo smo spravili v stanje zračnosti. Bistvo je, da je v tleh zrak in ko mi imamo v tleh zrak, zadržimo veliko vode v tleh in seveda z pomočjo organske snovi, ki smo jo potem mulčili, spravimo v zemljo veliko življenja. Torej, spomladi smo posejali maja tole mešanico, 27 vrst rastlin. In potem se je to raslo do meseca avgusta in takrat smo tole zmulčili in še enkrat z riparjem preripali zemljo in škropili z preparatom gnoj iz roga in po Mariji Tun, pustili 14 dni oziroma 3 tedne in potem ponovno z riparjem in z direktno selijalnico smo posejali zimsko mešanico, ki je bila pa 9 vrst rastlin. To so zimske mešanice rž, tritikal, grašica oziroma grah, črna detelja in te stvari, ki pač prizimijo.
in to je raslo čez zimo in naslednje leto spomladi smo to zmulčili in posejali zopet tisto vrsto mešanic 27 vrst rastlin, seveda zraven preparati, tako kot je že bilo omenjeno, in jo zmulčili konec avgusta in potem posejali tukaj travno-detelno mešanico in to je letos tretje leto, pač prvi odkos smo že naredili, to je zdaj pa druga košnja, danes je pa 20. julij. In ker je bila ta zemlja, pač smo nekaj truda vložili v njo, se mi je zdelo škoda, da bi jo te kmetje dali nekomu v najem in da bi delali s kemijo po njej, smo jo vzeli rajše mi v najem in zdaj pač jo delamo naprej. Letos se je pa naši kmetiji zgodilo tudi to priznanje, iz Bruslja je prišlo tako čisto nepričakovano, kot primer dobre prakse med vsemi kmetijami, ki so bile pač prijavljene oziroma bil je pogoj, da so vključene v nekateri program ali KOP ali ekološko in iz Slovenije smo bili predlagane, nas je bilo predlaganih 5 kmetij in naša kmetija je prišla na koncu v finale med 15 izmed 77 in še ena kmetija, vinogradništvo Kokol iz Maribora, kar je bil to presenetljivo velik uspeh za Slovenijo in presenečenje veliko za našo kmetijo. Tako da, ker nismo mogli verjeti. Tukaj bi se rad ob tej priliki zahvalil vsem tistim, če začnem doma, v moji družini, in vsem tistim, ki vlečejo oziroma rinejo ta ekološki voz v Sloveniji že od prejšnjega tisočletja, da ne omenjam posamezniki, pač vsi tisti, ki so res zaslužni in to je uspeh ene male Slovenije, ki se ga mogoče še v tem trenutku prav dobro ne zavedamo in bi bilo to zelo dobro za izkoristiti, kajti Slovenija lahko in trdim morala postati ekološka dežela za kmetijstvo in tudi to je mogoče. Dobrodan in dobrodošli na naši ekološko-turistični kmetiji Konda. Sem Ivan Konda. Nahajate se na jugu Slovenije, v vasici Dol, 190 metrov nadmorske višine. Smo 6-članska družina, kmetujemo že praktično smo kmetijo podedovali od staršev, s tem je bila prej to majhna kmetija, tam leta 99 in nekoliko prej pa sem že začel razmišljati, da bi se preusmerili in sicer v rejo mlečnih ovac, predvsem pa v rejo ekološke kmetije kot take, ker to nam je bilo dejansko blizu in mi smo od samega začetka že kmetovali na ta način, tako da nam ta preusmeritev, ki smo potem uradno začeli leta 99, praktično ni nič predstavljala, ker smo bili že navajeni nekako tako kmetovati dejansko. Kmetija je bila prej majhna, približno 40 ovac smo imeli, smo pa res da potem povečali na 100 mesnih ovac, ker pa se nekako je pokazalo, da se s tem ne bo dalo preživeti od samih jagnet, smo se potem tudi sočasno preusmerili v rejo mlečnih ovac. Začeli smo 40 ravno tako ovcami mlečne pasme bovške, zdaj ta številka narasla skozi leta na približno 300 ovc redimo. Tudi dobrih 30 glav goveje živine imamo, cikaste pasme, pa potem imamo tudi še nekaj prašičev, nekaj konjev za lastno uporabo, za hobi praktično imamo to. In pa nekaj malega tudi za prikaz turistom, ki imamo pač to turistično kmetijo in da jim je to tudi ta žival zelo blizu. Kot sem že omenil, smo 6-članska družina. Na kmetiji nas praktično delamo skoraj da vsi, če smo le doma vsi. Žena je sicer v službi, otroki pa ena hčerka še študira v Mariboru, zdaj končuje, sin je končal kmetijsko v Novem mestu, ta drugi še hodi v srednjo šolo za mesarja, hčerka, ki je dvojčica, pa hodi njegova v Ljubljano, Lucija, živilsko srednjo šolo, tako da naj bi nekako bomo nadaljevali naš trud, ki smo ga in to, kar smo začeli. Glavna dejavnost naše kmetije je, kot sem omenil, reja mlečnih ovac in pa tudi predelava tega mleka v
sire, jogurte, kefirje, skute, razne namaze in tako naprej. Težimo k temu, da dejansko si pridelamo svojo lastno krmo, 100%, tudi žita za dokrmljevanje in tako naprej. Obdelujemo dobrih 60 hektarjev zemlje, kar pa kolobarimo, tako da 20 je nekako, dobri 20 je orne neprestalno in ostalo je trvinje. Pridelujemo koruzo, ječmen, ovas, piro, tritikalo in vse to žito, ki rabimo za sebi in pa za dokrmljevanje teh naših živali. Ko smo začeli praktično, smo nekako večino teh naših izdelkov uspeli prodati doma, ker je bila proizvodnja zelo majhna tega mleka. In preden se naučiš, rabiš kar leto ali 2 in 3. Praktično se še neprestano učimo, skoraj da ne moreš usvojiti vsega znanja, ki je potrebno in se posodabljati treba. No, ko pa smo začeli preraščati, nas je tudi, nismo imeli nobenih težav, ker nas je trg sam odkril. Težil sem od samega začetka, da bi nekako res bila kvaliteta in se nam je to tudi obrestovalo, ko to držiš in obdržiš to kvaliteto, te trg najde sam. Začeli smo najprej prodajati v Ljubljano na centralni tržnici, potem pa so nas kaj hitro še odkrile tudi trgovine, ki prodajajo to zdravo hrano, kot je Kalček in ostale, te butične trgovine. No, zadnjih 5-6 let pa tudi za Mercator in pa tudi za Spar prodajamo po Sloveniji. Mislim, da ljudje so takrat, okrog 90-99 leta, ni bilo toliko osveščenosti, kaj to pomeni ekološka hrana in tudi težko je bilo doseči višjo ceno. To še danes imamo težave in si nekako ne moremo privoščiti dosti višje cene, da bi dosegali na trgu zaradi tega. So pa skozi leta ljudje potem prepoznali to vrednost ekološko pridelane hrane, tako da vsaj pri prodaji, hvala Bogu, nimamo tolikih težav. Oziroma praktično nimamo, bi lahko še povečevali, ampak nekje je pač naš vrh in čez to ne bi radi več šli, radi bi obdržali kvaliteto in da dejansko se družina kot taka lahko preživi od tega. Turizem je nastal že prej, smo že po letu 90 mi je prišla ideja za postavitev avtokampa in pa tudi potem tam po 95-96 letu smo tudi apartmaje zgradili. Moramo pa vedeti, da je sezona pri nas, vsaj takrat je bila zelo kratka, zdaj se sicer malo podaljšuje, tudi poznejši gosti v jesen prihajajo. Sama reka Kolpa je zelo prijazna za kopanje in tudi za čolnarjenje, ampak nekako smo vezani zelo na vreme, tu pri nas. Zato mi je bilo potrebno še nekako kmetijo nadgraditi in smo šli potem v to rejo mlečnih ovac, ker je samo skozi 2, 3 ali 4 mesece maksimalno se ne da preživeti na kmetiji. Tu moramo vedeti, da smo zelo oddaljeni, stroški so zelo veliki, od 30-35 km smo do prvega mesta in potem tu živeti in nekako z družino živeti je težko, če ni nekaj rednega dohodka, da ne čaka samo na ta poletni turizem. Zato smo šli v rejo teh mlečnih ovac, v predelavo, tako da zdaj se je stvar dejansko se zelo dopolnila, tudi velik doprinos je to za kraj, smo edina sirarna tu daleč naokrog, ki je ni v občini Kočevje in tudi črnomaljski občini. Tako da tudi za samo dolino, glede turizma je to, mislim, da je velik doprinos, ena večja ponudba taka. Ljudje radi zahajajo, pridejo, kupijo, se spoznajo, kaj je to iz prve roke, tudi kakšno stvar jim lahko bolj pokažemo, tudi v sirarni objasnimo, kakšne naredimo tudi kakšne za šolo v naravi, tu malo nižje od nas v Radencih je šola v naravi, potem ti dijaki ali pa učenci radi pridejo k nam in tu organiziramo take krožke in pokažemo, kako dejansko nastane sir, da imajo malo predstave, kako to pride, da ni to samo nekaj v vitrini, zelo poceni, ampak da je treba fajn delati in veliko truda in potem nekaj okusnega tudi pride. Res, da se te dejavnosti pri nas prepletajo, vendar, ko sem omenil, vodilna je zdaj gotovo, da reja mlečnih ovac in pa predelava tega mleka na kmetiji. Sam turizem nam je dopolnitev naše kmetije, nikakor pa ne bi mogli preživeti samo od turizma in se razvijati naprej. Kak je pa trg glede mesnega dela živinoreje?
Tudi tu vse kaže povpraševanje in tudi prepoznavnost, vendar je potrebno še počakati kakšno leto, zdaj sin je v 3. letniku mesarske šole, da bomo lahko potem uradno tudi z te strani čim več stvari doma predelali in dali temu dodano vrednost tudi na samem mesu, da si v drobnice ali pa govedine. Ne. Ker smo tako prepoznavni, pač je to za nas velik plus, ljudje k nam zahajajo in potem ni težko še zraven ponuditi tudi kakšen mesni izdelek, ker že vejo, ne, če pridejo posebej. Začeti je pa težko, kot smo tudi počasi korakali s samim sirom, ne gre glih čez noč, ampak so potrebne kar leta, toliko truda in vsako stvar pa potem tudi najbolj sadje, najbolj sokovi, ki jih tudi delamo, je potem bistveno lažje brati, ko že ljudje vejo za tebe, ko pridejo in je paleta ta toliko širša izbora na kmetiji. Je res, da smo odmaknjeni, oddaljeni od Ljubljane in od teh mest, kjer se višek tega našega proda, teh naših izdelkov, naših pridelkov, ampak je pa tudi doprinos pa je ta reka Kolpa in velik del turizma se tu odvija na njej, prav v naši vasici. Ne. Delamo poltrde sire, s tem smo pač tudi začeli, poltrde sire z dodatki, pa potem smo začeli še z jogurti, pa smo začeli s skutami, albuminska skuta, ki je nekako se sporedno z poltrdim sirom tudi izdeluje, pa smo začeli, ker je trg zahteval tudi kefire izdelovati, pa razne skute s podloženim sadjem, mehke sire, imamo tudi svoj sladoled in tako naprej. Ne. Je kar nekaj okrog 23 teh naših artiklov je zdaj na trgu. Ne. Težimo k temu, da še kakšne stvari spopolnimo, dodelamo okolice in te stvari uredimo. Zdaj ravno ker gradimo tudi novo sirarno, ker ta sedajna je zelo majhna in dejansko komaj zmoremo to mleko predelati in potem nam je to bila velika želja že leta. Letos se to nekako uresničuje, da bomo od ta starih hlevov, praktično gre zdaj že dela k koncu, uredili to sirarno. Potem nam bo bistveno lažje, več je prostorov in vsega tega, da je potem. Veliko pozornost namenimo pridelavi kakovostne voluminozne krme ter dobremu počutju živali. Na pašnikih tudi izvajamo čistilno košnjo redno, da se slabe trave in pleveli ne razsemenijo preveč. Breje ovce imamo vedno na paši in jagnjice, ovce molznice pa so sedaj, ko je vročina, po molži do večera v hlevu, se jih dokrmi, zvečer pa grejo na pašo in so na paši do zjutraj, ko se pred molžjo zopet v štalo zaprejo. Pri nas imajo ovce mleka malenkost manj, ker molzamo enkrat na dan in imamo ekološko kmetijo, tako da je povprečje dobrih 300 kg na laktacijo. To je v povprečju litra na dan, na začetku po jagnjitvi imajo mleka malce več, te boljše ovce imajo tudi čez 2 litra. Potem pa jim pade, bolj ko grejo proti koncu laktacije, manj imajo mleka. Za selekcijo se pa vsako leto tudi mlečnost malo povečuje. Iz Nemčije smo zdaj že nekajkrat ovne uvozili, rezultati so vidni, tako da počasi upajmo, da bomo napredek še naredili. Ja, lepo pozdravljeni, sem Slavko Žagar, nahajamo se na kmetiji Zdravko Dren. Zakaj je Zdravko Dren? Ker se ukvarjam tudi z drenom in sem uporabljal ta rek, ker je dren zelo zdrav. No, drugače se pa ukvarjam s čebelarstvom, že 21 let. Zadnje 4 leta sem pa šel v ekološko čebelarstvo, ker sem videl ta način čebelarjenja, meni ustreza. To je moj način življenja, uživam v tem okolju, je čisto. Smo na Jugorju, 550 metrov višine. Okolje je čisto, prijazno, nobene kmetije, nobenega vinograda, nobenega onesnaževanja in tu sem si izbral to parcelo, ta prostor za čebele.
No, v Gorjancih je tudi veliko zelišč v naravi, bogato rastlinstvo, bogato drevesno vrst. Nekaj sem pa tudi dodal. Začel sem s čebelarstvom že 21 let, najprej ljubiteljsko, zadnjih 6 let pa sem malo povečal in se samo ukvarjam s čebelarstvom. Nadgradnjo čebelarstva sem videl v saditvi dreves in pa učnega zeliščnega vrta, torej vrt medovitih rastlin. Zakaj? Ker so take vremenske spremembe. Eno leto je deževno, drugo je suša, enkrat nam pozebe. Tako da ali preživiš, ali pa ne preživiš, če se ukvarjaš z eno dejavnostjo. Tako sem razvil še sadjarstvo. Začel sem delati z drenom. Dren je zelo dobra paša za čebele. Prva paša cveti že tam konec marca, že začetku marca in je zelo dobra za čebele. No, tako sem začel z drenom, potem pa še medovite rastline. Sem na čistem in nekje sem si razdelil 3 vsebine. Torej, imamo čebelarstvo, sadjarstvo in pa tematska vsebina na tej kmetiji. Čebelarstvo in čebele nam dajo med, nam dajo propolis, mleček, svoje produkte. Sadjarstvo imam dren, ki je zelo bogat, zelo zdrav, neraziskan, naša stara sorta. In pa tematske vsebine, se pravi, imamo kakšne skupine, šolarje, naravoslovne dneve, organiziram naravoslovni dan, neko vsebino, da vidijo, kako se čebela prehranjuje, kako ima oprašuje, s čim se hrani. To se na vrtu vidi te rastline, v gozdu medovita drevesa, nam dajo nektar, med in to je zelo uporabno za čebele, za učence pa to ena poučna vsebina. In pa pol predelavo tega cvetja, tega listov, zelišč, lahko dobimo eterično olje in prikažem destilacijo, lahko izdelujemo neke šampone naravne, neko kremo, pač po želji. Tako da imajo učenci ali pa organizirana skupina neko temo, se nekaj naučijo in to je tudi del moje kmetije. S tem se preživljam, če je dobra letina, imam nekaj, če je, imam 3 možnosti dohodka. No, to je dogodek na tej kmetiji, na vrtu, drugače imam pa prodajo po spletu, sejmi, od ust do ust, potem so kakšne organizirane skupine, sodelujem z turističnim društvom, z lokalci, z gostilnami, ko imajo skupino, avtobus, jim predstavim, pokažem neko temo ali samo degustacijo, na ta način se tudi tržim. Živim izključno samo iz tega, nimam nekih strojev, vse je ročno obrano, ročno delano, vse rastline ne rabijo, se pravi, se samozaščitne, nobenega špricanja, nobenega posebnega zdravljenja, tako je dren, zelišča in pa tudi čebele. Z ekološkim načinom čebelarim, se pravi, brez nekih zdravil. Tržim, se pravi, na ta način. Odločil sem se, da dobro živim, da ne grem v neko investicijo, da se da na teh 2 hektarjih tudi lepo preživeti, malo na drugačen način. Zelo je to obiskano, iskano in obiskano. Ljudje rabijo take dogodke v naravi, da se nekje čuti ta rastlina, žival, se pravi čebela, da vidimo, da se nekje združimo s to naravo. Imamo okrog 60 panjev čebel, 1 hektar pa pol drena, pa nek 20 arovitih zelišč. Pred 4 leti sem šel v ekološko smer, v ekološko kmetijo. Videl sem izziv, predvsem je to, da je to moj način življenja. Tako jaz na tej površini ne uporabljam nekih pesticidov, nekega betona, imam naravno gradnjo in čebelnjak in ta kozovc.
če gledamo nazaj, največji problem mi je bil zdravljenje čebel. Torej, na ta način čebele na naravni način zdravljenje, varoja je vsako leto močnejša in tukaj je največja zanka. Ne? Rešujem z naravno kislino, to je oksalna kislina, in pa naravna eterična olja, oziroma ta timol, timijan, ki nam zmanjšuje prisotnost varoje. Predvsem pa z oksalno kislino, kislina, ki je prisotna v vsem sadju, v telesu, naravna, dovoljena zdravljenja. Zimsko krmljenje je po zadnji paši. Jaz vedno pustim del kostanja in potem tudi ta paša po kostanju, da imajo za zimo. Dodajam pa, če je potrebno, ekološki sladkor. No in v tej priložnosti bi povedal, da čebele občutno so jih manj moti. Ekološki sladkor je lažje razgradljiv, čebele uživajo. Vidim po čebelah prej in zdaj, koliko so bili v času navadnega čebelarstva bolj agresivne, ko smo krmili, ker jih s to sintetiko zelo obremenimo. Zahteva ekološko čebelarstvo so, da imamo postavljene panje stran iz ceste, vsaj 3 km od avtoceste, od jedrske elektrarne, od nekih smetišč, to ustreza. Potem je pa tehnologija, kako mi zdravimo, kako delamo z njimi, s čim jih hranimo. Zdravimo na zdrave, naravna ali kislina, ali so eterična olja. Hranimo z ekološkim sladkorjem, če je to potrebno. Predvsem pa jaz to gledam, da imajo čebele, da si naberejo za zimo. Da samo še malo dodam sladkorja, da imajo res dosti hrane, energije čez zimo. Predvsem je v tem razlika med klasičnim. Dočim čebele hodijo po čistem, Slovenija je čista, cela država proti Evropi, zelo bogata z zelišči, z drevesi, tako da imajo kar lepo pašo. In tudi slovenski čebelarji smo priznani v svetu, imamo dobro organizacijo, dobro zvezo, nam nudi izobraževanja, se tega udeležujem, tudi sam predavam. Imamo na primer seminarje, tudi tukaj pri meni je bilo, in se lahko poučujemo in tekoče spremljamo ali probleme ali rešitve. Imam tudi nasad drena, približno 1100 sadik na 1,5 hektara. Dren sem se odločil zaradi zdravja, zaradi vsebine, ki ima dren. To je sveto drevo, ljudje so ga častili, na vrtu je bil simbol zdravja, trdne vezi in pa predvsem po vsebini tega C vitamina in zdravilnih učinkovin, ki so v drenu. 1100 dreves. Prvo je zelo dobro paša za čebele, drugo so pa plodovi, ki so bogati s C vitaminom. Askorbinske kisline je največ. C vitamin, kalcij, železo dobro dela za telo, da energijo, razbremeni ščitnico, da energijo v telesu, dobro kislino, dobro prebavo, to vse je v drenu. Pridelujem drenov sok, drenov kis, drenovo marmelado, brez sladkorja, konzervans in sladilo je med, tako da koristim svoje pridelke iz čebelarstva, združim z drenom in pol to na trgu prodajam. Z drenom je v bistvu malo dela, redno kosim, enkrat na leto, da ni zaraščen, da imajo čebele pašo, potem pa v bistvu ga samo otreseš, obereš in pol predeluješ. Dren ne rabi škropljenja, ne rabi neke nege, to je avtohtona rastlina, drevo, samoniklo, saj tudi sadim te stare slovenska prilagojena drevesa, nobenega škropljenja, nobene posebne nege. Odporen je na mraz, na sušo, na
prilagojen na te vremenske razmere. Je pa pozabljen, v bistvu ga težko vidimo v naravi, ker so ostala drevesa ga prerasla in ga redko vidimo. Ja, zdaj v tem času je zelo uspešna spletna prodaja, kjer nisem preveč domač, rajši sem na njivi, rajši sem pri čebelah, kot na telefonu, kot na tem, vendar je uspešno. S tem se predstaviš širši skupini, širši publiki, s tem tudi prodaš, tako da zadnje časa grem na spletno trgovino, sicer pa po sejmih, po direktni prodaji, to je moj način. Zaenkrat vse prodam, če bo pa več, bomo pa mogli tudi v to smer razširiti se. No, tukaj imamo primer gozdnega roba. To je en del evropskega projekta, razpisa, kjer se vzpostavlja gozdni rob, se pravi, kako prihaja iz travnika v gozd. Najprej se začne šipek, kakšna robida, kakšna kupina, potem kakšen bezek, leska in tako naprej gre v višino proti gozdu. No, delamo na tem, smo se prijavili na razpis, da vzpostavimo ta gozdni rob, da je primerno, da bodo obiskovalci videli, kako to poteka in pa predvsem, kako koristno je v naravi. To je hrana za čebele, hrana za ptice, skrivališče za ptice, za živali, da se bežijo pred svojimi plenilci in pa zelo koristni sadeži. To so super živila, sami antioksidanti od maline, šipka, gloga, drena. Torej so to super živila, ki rastejo v naravi, v našem okolju. Torej delamo ta gozdni rob z parimi temi inštituti. Na moji kmetiji bo pa to vzpostavljen, da se vidi, kako to poteka in ta rob bo vzdrževan. Dober dan. Nahajamo se v Hrušovju na nasadu sibirske borovnice Haskapa. Nasad smo posadili v jeseni leta 2016, se pravi je danes že v 4. letniku. Trenutno je po trgatvi. V 4. letniku je bila že kar neka dobra trgatev, tako da upanje za naprej je v redu. Za ta nasad smo se odločili na podlagi večjih parametrov. Prvo zato, ker delamo v službi še in da se na kmetijstvu bavimo z nečem, kar se da ob službi še dodatno delati, ne? Tako da ne služba trpi. In smo se odločili tudi zato, ker je s podjetjem Haskap d.o.o. Garantiran odkup vseh plodov, tako da nam ni treba skrbeti za prodajo, ker tudi zato ni kaj dosti časa po službi. In zdaj trenutno v 4. letniku se je začel neki donos dela, tako da upanje za naprej je dobro, no. Nasad je velik 1,2 hektarja, na nasadu je 3800 sadik posajenih, so 4 sorte različne, nosilna sorta je Aurora, potem so pa še 3 ostale sorte, ki so za navzkrižno oplojevanje, se pravi, da bolj rastejo, če je več različnih sort. Tako da nosilna sorta Aurora je res zelo sladka, tudi dobro rodi in velike jagode, res zelo lepe jagode zrastejo, zelo zanimiva, no. Tako da smo zadovoljni zaenkrat. Ja, kot sem že rekel, odkupuje vse plodove podjetje Haskap. Plodove se odpeljejo na dan trgatve ali pa res takoj naslednji dan.
tako da ne rabimo nekih skladiščnih prostorov, ne rabimo nekih svoje komerciale voziti, ker nam s tem res zelo se olajša prodaja prek podjetja Haskap. Pa seveda pogoj za vse skupaj je pa ekološka pridelava. Nasad je v ekološke, mislim, je že zdaj ekološka pridelava izven preusmeritve, tako da je res vse zelo čisto in naravno. Certifikat smo dobili z letošnjim letom, samo drugače pa že prejšnja preusmeritva pa traja 2 leti že prej. Tako da z letošnjim letom naprej je pa letošnja trgatev je že v ekološki certifikatom. Med letom je skošnjo dela za enega ali dva, seveda pletev med sadikam noter je sigurno dobrodošla. Vsaka pomoč, smo bolj v družinskem okviru. Ko pa pride do obiranja, pa ja, prijatelji, družina, vsi smo bolj angažirani, tako da tisti teden ali pa 2 smo pa res pridni, tako da pa več, ko jih je, boljše je. Pozdravljeni, moje ime je Zoran Petrovič, sem direktor podjetja Haskap. Mi smo organizirali pred leti kooperacijo gojenja Haskap na slovenskem podeželju. Po večjih letih študiranja nekih primernih kultur v sadarstvu, no in med 25 sortami, bolj eksotičnimi, ki so se pojavljale nekako kot alternativa, je čez leto ali pa 2 študija izskočil Haskap kot ena izmed najbolj perspektivnih kultur. No in leta 2014 smo začeli z komercialno saditvijo v obliki kooperacije, večinoma na slovenskem podeželju in nekaj tudi na Hrvaškem ob slovenski meji. Gre za certificirane, patentirane sorte, ki so se prvič sadile v Evropi 2015 in leta 2018, tako da smo trenutno zdaj z 55 hektarji vodilni ekološki pridelovalci v Evropi. Odkupujemo sadeže po vnaprej znani fiksni minimalni ceni, tako da imajo naši kooperantje v bistvu zagotovljen odkup. Vnaprej si znajo zračunati, kakšen bo njihov prihodek. Sorte smo izbirali tako, da so v bistvu konzumne, da se ne osipujejo, pa seveda tisto, kar je najbolj pomembno, Haskap sadež, po starem sibirska borovnica, tako kot je kolega Vengos tudi omenil že prej, je eden izmed najbolj zdravilnih sadežev. Naši sadeži v Sloveniji, to moram poudariti, imajo okrog 119 mg C-vitamina na 100 gramov sadeža, sveži plod, kar je približno skoraj 2-krat več kot recimo večinoma ostalih sadežev. Tu se lahko nekako pojavlja pri ruskih, da imajo nekje blizu nas, ampak pogoji in okolje v Sloveniji moram reči, da izredno ustreza gojenju Haskapa. Tako da moram reči, v bistvu moram povedati, da so naši kooperanti več ali manj vsi zadovoljni. Organiziramo tudi letno vsaj 2 seminarja, ker si izmenjujemo seveda pozitivno prakso, tudi negativno je kaj, tako da to poskušamo potem odpraviti. Razvijamo tudi mehansko obiranje, tako da v letu 2 bo sigurno tudi kvalitetno mehansko obiranje, tako da bo olajšalo našim kooperantom tudi ta del pri sami trgatvi oziroma obiranju. V glavnem smo se osredotočili na izdelke svežega Haskapa. Haskap jagod ne prodajamo, v manjši meri da, drugače smo pa razvili široko paleto izdelkov. Trenutno jih delamo 9, nekaj za trgovinske verige, nekaj pa tudi za industrijo, kot recimo masa, pa 100% matični sok, ki ga potem industrija uporablja pač za svoje izdelke, karkoli pač, a je za trgovino oziroma industrijo sladoledov ali pa za mlekarsko industrijo.
Drugače pa izdelujemo tudi kolačke z haskapom, ki so ekološko proizvedeni, ekološko certificirana proizvodnja, brez glutena, brez laktoze, tako da tudi je to primerno za določen krog tistih, ki želijo v bistvu res zdravo, sladko prehrano, ne. Recimo letos smo tudi razvili organsko kavo, arabiko z haskap prahom, kakao z haskap prahom, ječmenovo kavo z haskap prahom, 5 vrst čajev z liofilizirano haskap jagodo in z zelišči, pa prah, ki ga uporablja tudi industrija, no, za svoje izdelke, pa moram reči, da skrivamo še nekaj adutov, ki jih bomo letos jeseni dali zopet na trg. Predstavili smo se letos tudi na ekološkem največjem sejmu Biofach v Nürnbergu in moram reči, da smo poželi takrat za svojo predstavitvijo izdelkov izjemen uspeh, tako da naročila prihajajo, razvijamo tudi nove produkte za znane kupce in izgleda, da bomo tudi sadili nove površine za te naše kupce, ki se pojavljajo. Zato tudi vabim vse tiste, kateri mislijo, da imajo površine, s katerimi ne znajo ali pa ne vedo, kaj bi na njih sadili, da se nam z veseljem jih bomo sprejeli, da se nam pridružijo. Kakšna zemlja najbolj ustreza? Kar se zemlje tiče, moram reči, da ni haskap zelo, bom rekel, zahtevna rastlina. Ne potrebuje kisle zemlje, tako kot recimo ameriška borovnica, ampak je nekje pH okrog 6,4, 6,5, nekje najbolj primeren. Ne potrebuje nekega dodatnega, zelo obsežnega gojenja. Tudi ni tako intenzivna kultura, kot mogoče tiste kulture, katere so v Sloveniji tradicionalne za vzgojo. No, zdaj recimo v začetku na manjših grmih se obira ročno, zaradi tega, ko so grmi tam nekje 30-40 cm veliki. Haskap obrodi že naslednje leto, če jeseni sadimo, že ima nekaj sadeža spomladi, tako da recimo lahko naši kooperanti se spoznajo za samim sadežem, da spoznajo njegov okus, ker je haskap jagoda je sorazmerno neznan sadež v našem okolju, pojavil se je pred nekaj desetletji že, ampak to so bile po okusu neprimerljive sorte z današnjimi sortami, ne, so bile trpke, kisle, majhne. Naše sorte, recimo danes, ki jih sadimo, so nekako 3 do 4, celo 5 cm velike jagode, okusne, konzumnega okusa, sladke. Kar se tiče bolezni, ni do zdaj bilo nekih pojavov, da bi se da bi bil haskap kot grm podvržen temu. Več ali manj tam, kjer se pojavljajo težave, je to mogoče zaradi voluharja. Ko je grm recimo v starosti 3-4 let, pripravljamo sisteme mehanskega obiranja z otresanjem, tako da levo in desno od grma postavimo primerna korita, ki so v določenih primerih tudi obložena z mehkejšo folijo, da ko sadeži, katero otresamo, padejo na mehka tla in da niso poškodovani, ne. Potem se pa za sistemom opihovanja nečistoče odpihnejo, potem se ti sadeži zložijo v gajbice, kilogram do 2 kg in to je potem pripravljeno za prevzem. Delamo tudi liofilizacijo, potem zamrznemo IQF, se pravi zamrzovanje z šokiranjem, ne, sušimo, ne, zračno sušenje in potem te zračne sušene jagode tudi meljemo v prah, ne. Sušimo do 35 stopinj Celzija, to je dolgotrajno sušenje, zato da se ohranijo vitamini in tudi specialno mletje po sušenju z suhimi jagodami, ko delamo prah, je prav tako do 35 stopinj, se pravi prah ohranja vse kvalitete svežega sadeža, se pravi ne izgublja vitaminov in mineralov, ki jih ima sveži sadež, ne. Lahko tam mogoče, če rečem, do 5%, ne več, ne.
Pridelek na hektarju je lahko v polni rodnosti med 12 in 15 ton sadežev, ne, kar pomeni, glede na to, da imamo odkupno ceno 5 € plus minus 15%, kar lep prihodek za kmetovalca. Ne. Tako da komaj čakamo, da bodo te količine zdaj. Računamo, da bo na prvih nasadih, ki smo jih sadili, da bo to 21 ali pa leta 22, da bomo imeli že te količine na prvih nasadih iz leta 2015. Smo edini 100% ekološki hotel v Sloveniji. Lahko bi rekel, tudi ena izmed redkih 100% ekoloških hiš v Sloveniji. Pri nas je vse ekološko, od toaletnega papirja, kozmetike, hrane. Čistil. Ja, pijača. Ja, nismo moderna hiša, nismo fancy hiša, smo skromni, želimo biti taki, kot je Kras bil nekoč in še vedno je lahko skromen, ampak lep. Slovenija je razglašena za gastrodestinacijo, ampak nažalost zaenkrat še nihče ne govori o ekološki pridelani hrani, ki konča v kuhinji oziroma na krožniku. In midva sva kljub temu, da dosti ljudi nam je rekel, da to je nemogoče, da ne more uspeti, vseh teh letih združila te naše okoliške kmete. Najna filozofija je v prvi vrsti zdrava hrana. In zdrava hrana je dobra hrana. Zdrava hrana je homogena hrana, ima v bistvu bogate okuse. Ja, samo zdrava hrana ne more biti samo zdravo pripravljena, ampak mora biti iz korenin zdrava. To pomeni, da je že seme ekološko, da iz kjer izvira, da je tista kvaliteta. Ne? In pol tudi naši gosti rečejo, da imamo zelo dobro kuhno, ampak pri nas, ko se staviš sestavine skupaj, ne more zrešiti, ker je vse kvalitetno, vse dobro, vse ima tiste prvinske surovine, esence. Ne, da so krožniki sam lepi, ja, morajo biti, to je zelo pomembno, ker jemo z očmi, ampak da je tista primarna bit 100% in da je divja, da izvira iz mati narave. Na kak način izbirate ponudnike za svojo hrano? V bistvu jih nisva izbirala. Smo se dobili na eni frekvenci skupaj, ne veva na kak način, so kar prišli. In zdaj smo izoblikovali en tak krog ljudi, ki niso več samo partnerji ekološki, ampak so tudi naši prijatelji. Vsi imajo za sabo težke zgodbe, ali so bile tu bolezni, ali so bile kakšne težke zadeve v družinah. In potem so se odločili za ekološko kmetijstvo, ker je manjše, ker je bolj bliže naravi in s tem so tudi lažje oni prebrodili svoje težave. Ponudba je sezonska, to pomeni, da sledimo smernicam, kaj mati narava da. Če fih ni, jih pač ni. Letos je bila sezona češenj in smo vse naredili, da smo si tudi zalogo češenj naredili. Smo jih vložili, smo jih dali v žganje, smo jih nekaj zamrznili. In se vnaprej pripraviš. Ekološka kuhna je bolj planirana, ne? Včasih moraš pa eksperimentirati, ker če si ti zamisliš, da boš skuhal župo iz bučk in bučk tisti dan ne pripeljejo, boš naredil župo iz malancanov. In noben ne bo zganjal tragedije, ker ni točno tistega, kar je bilo na meniju. Mi menija nimamo, ker ga preprosto ekološka kuhinja menija ne prenese, ker moraš res slediti temu, kaj ti dobavijo, kaj oni imajo na zalogi. Mi zdaj si želimo, da bi imeli za zajtrk melone, ampak letos zaradi mraza jih pač ni. In imamo drugo sadje, ki je uspevalo. In tudi gostje, vsaj naši gostje ne pričakujejo tule menija, da si bi lahko zbirali ne vem koliko stvari. Ja, poskrbimo za njih, če ima človek probleme z glutenom, z laktozo, je vegan, vegetarijanc, tule ne delamo problemov. Ampak da si bi pa zaželel ribe, jih ne bo dobro. Škampe jih ne bo. Menija preprosto ni. Ja, pohanih stvari v olju ni. Ja. In na to so že pripravljeni, ko pridejo in nihče ne dela iz tega problema. Na prvem mestu absolutno je, tako kot sem rekel, zdrava hrana. Druga stvar je, za katero se midva boriva na Krasu in kar bi veljalo za celo Slovenijo, je to, da ne prenese masovnega turizma.
in tudi ni potrebno. Ne, da bi kogarkoli hotel izločiti iz tega, da si ne bi privoščil, ampak ljudi, ki so ozaveščeni in ki želijo od svojega dopusta, od svojega prostega časa, ki si ga zaslužijo nekaj več. Ampak tisto nekaj več je mir, čisto okolje, čist zrak, zdrava hrana, prijazni odnosi. Jaz vedno rečem, ko pride kak gost, ki išče zabavo. Nismo bordel, nismo avtobusna postaja, ampak smo hiša miru. In pri nas tudi gosti ob 9 zvečer grejo spat. Veliko ljudem se to čudno sliši, ampak v tem svetu hektike je to en velik luksus, da nekam priješ, da si ko eni v dolbinci, kjer se lahko spočiješ, kjer se lahko naspiš. In ne bova pustila, sva preveč trmasta, da bi karkoli vplivalo na naju. Zdaj sva že prehodila tako dolgo pot, da za marskoga sva čudna, sva sitna, sva zoprna, ampak to je najina pot in edina izbira, tako da ekološko in ne odstopava. V tej smeri želiva nadaljevati in Slovenija si zasluži, da bi nas bilo vedno več. Tudi govorijo, da je ekološko drago, to ni res. Zato, ker ti, ko dobiš v kuhno ekološko pridelano bučko, boš krepko razmislil, kako jo boš porabil. Nikoli je ne rabiš olupiti, že tle nimaš kala. Iz nje boš naredil maksimalno, tako da na koncu imaš tako malo teh odpadkov in ko ti skalkuliraš, jaz mislim, da vidiš, da je ceneje ekološka bučka kot konvencionalna. Konvencionalna bučka je polna vode, blazno se skrči in ti moraš pol v juho dodajati moko, zato da dobiš to gostoto. Pri nas je bučka skuhana dovolj, ne rabiš nič drugega. Tako da ekološka hrana ni draga in ni samo za butične in presrane ljudi. Ekološko te vrne v preteklost. Se spomniš, kako so tvoje pranone obdelovale zemljo, kako so znale uporabljati zelišča, kako so znale z enim takim finim občutkom delati mehne stvari, ki so še zdaj ostale. Mehne in trajne. Mehne in trajne. In Miren hodi dosti na Bolšjake in eno noč je priplavala mi ideja, koliko je starega lana, ki je še vedno kvaliteten, pa je bil že 1000-krat opran, ampak je še vedno isti, ko je bil 150 let nazaj. Koliko je čipk starih. In se reka, daj Miren, kupite stvari in bomo s Tjašo, kot Tjaša šivilja, po zimi je več časa, bova začele delati na eni taki mehni kolekciji. In spet prvi vtis ljudi, ne, to ne bo šlo, to je brez veze, to se ne splača, ampak mi smo kumravle in verjamemo, da se majhno splača. In zdaj je že v enem takemu procesu, ki drugo leto bo šlo počasi na trg, ampak je še razvoj, želiva narediti mehno in kvalitetno, tako kot je naša hiša. Nekateri si predstavljajo, da je firma vredna to, kolikor so vredni zidovi, pa pisarne, pa tako naprej. Ne. Vsaka firma je vredna to, kolikor so pripadni uslužbenci, ljudje, ki delajo v firmi. Isto je pri nama. Najne hiše ne bi bilo, če ne bi bilo Svetih Danielc. Ja, če ne bi bilo prvič vseh, ki nam pomagajo v hiši in naših dobaviteljev. Tako da se bi zelo rada zahvalila vsem. Najlepša hvala. Evo, za vso podporo, ki jo nama dajete in pomagate graditi našo zgodbo. Mi smo mali vinogradniki, to se pravi 5000 trt približno, s tem, da jih je vsako leto manj. Ta eska, ta kap nam močno reči, recimo najmanj po 500 trt na leto. Zdaj to podsajamo, kar ni najboljš. Najboljš bi bilo vse podreti pa na novo, ampak to so velika finančna sredstva in pol delamo raj po 500 trt noter, ampak tudi težje je to narediti, ker moraš mlado trto drugače tretiraš in neguješ kot pa eno staro trto. In se je treba temu prilagajati, ko je 3 stare, pa 2 mlade, pa spet 3 stare. So težave.
ampak ne bom jamral. Tlele vam bom ponudil en kozarc vina, pa boste videli, a je res to, kar govorim. Ne? Miran je bil seveda eden od teh, ki je me spodbujal, naj se že enkrat odločim za to. No in letos sem šel v ta pripravljalno obdobje. Seveda so se pa pojavili te strahovi, kako jo bomo speljali. Dovoljene, dal sem se podučiti, šel sem tudi na inštitutu Novo Gorico, ne, na sestanek, da so mi malo pomagali z nasveti. Dovoljena sredstva so samo žveplo pa bakar, ne, pa neki dodatki, ki so neobvezni, kot recimo alge. Ne. In sem začel sezono z velikim strahom, posebej z nekimi slabimi, z nekimi travmami iz leta 2008, pa še z nekih let pol kasneje v vezi teh bolezni. Ampak tukaj, bi rekel, v tem vstopnem letu nam je narava pomagala veliko. Ni prevroče, dež je bil v pravilnih odmerkih, noči izredno mrzle, kar se redko zgodi. Mi smo imeli tle noči po 24, po 25 stopinj, tle je bilo zdaj po 15 stopinj in so bili pogoji za peronosporo recimo resnično minimalni. Mislim, da tudi to, ampak to je moje osebno mnenje, da te alge, ki jih vsakikrat dajem in niso poceni, da zelo pripomorajo k odpornosti celic v trti, ker vidim, kakšne barve je trta. A je zdaj zaradi alg ali je pa zaradi sezone, kakršna je letos. Alge so, proizvajalci so, mislim, da so tuji proizvajalci, da je to uvoz. Ene 2-3 proizvajalci so teh alg, tako po 5 litrov je to nek en balance, recimo jaz jemljem. Tako da ne obžalujem, da uporabljam to zdaj in bom tudi v nadaljevanju to dodajal tem dvem bakru in. Seveda pa, ker drugih sredstev ni proti tem boleznim, je pa tudi bakar omejitev. Ne. Omejitev bakra je 3 do 4 kg, zdaj čisto točno ne vem, ne, bom moral pogledati, na hektar. Tega bakar je tudi v končni fazi v veliki količini strup. Nobeden ne more tega reči, ne, in tega bakra tudi ne moramo metati noter neke neomejene količine. To bi bilo, recimo, kaj sem na začetku. Kako bo pa to vplivalo na prodajo? Jaz mislim, da bo to pozitivno vplivalo na prodajo, ker so ljudje vedno bolj osveščeni, vejo, za kaj gre. In bo seveda ta predikat ekološka pridelava bo imel vedno večjo veljavo. Jaz mislim, da ta kontrola, ki jo izvajate, je dobra kontrola in pravilno, da je. Ravno v izogib temu. Ne. Ekološka pridelava količine ne vpliva. Mislim, ne, to je osebna nota, ki jo ima vsak, ne, če želi pridelati 8 kil po trti ali pa 1 kilo, mi imamo recimo 1,20 kilo, 1,50, ena steklenica približno po trti, lahko bi imel tudi 8 kil, če ne bi porezal stran tega grozdja, ampak to je potem drugo vino, drugačno vino. To se že pol začne takrat v tistem obdobju pred trgatvijo, začne gniti in če je taka velika količina grozdja po trti, je tudi procent slabega grozdja vedno večji in potem seveda pride do dileme žveplanja, potem ne more zavreti naravno, je seveda potrebno dajati neka enološka sredstva od, ne vem, hrane do vsega tega, da zavre. No, zaenkrat nam tega ni potrebno. Pri recimo ravno to bi rekel s to majhno količino. No, pa je pa tisti najbolj važen del, tako kot sem rekel, da je bil za mene najslabši del vinogradništva je ravno škropljenje, da zdaj sem bolj miren. Ne. Ker ta bakar pa ta žveplo le ni toliko strupen, veste, kot pa neka fitofarmacevtska sredstva, kjer je to nek bel prašek, kateremu zaupaš, ne veš, kaj je noter, ne veš, kakšne so koncentracije tega, sicer piše, ne, ampak kako to vpliva na organizem. V naši vasi, moram reči, ne, od vsega začetka so ljudje škropili zelo površno, ne, to se pravi, v delovni obleki, ko je prišel iz kuhinje,
pa je šel škropit, pa je prišel nazaj. Koliko se je stuširil in umirajo. In jaz mislim, da je velik krivec tega ravno to. Ne. Jaz sem eno prvih stvari naredil, da sem na traktorju kupil kabino, pa ni mehen strošek to, da saj delno obvarujem sebe pred tem. No, toliko o tem. No in zdaj seveda s to biološko, kjer je pa seveda rizičnost veliko večja, bomo videli, kaj bo drugo leto, ne, je, bi rekel, ta toksičnost resnično veliko manjša. Tendenca je, da bo, mislim, saj tako govorijo, ne, da bo vedno bolj vroče, da bojo šle temperature gor in ta obdobja, bi rekel, res pomanjkanja vode v vinogradu se bo verjetno večkrat ponovila, ne samo tako, kot je bilo leta 2003 ali pa leta 2010. 2010 in je namakalni sistem sigurno ena od rešitev. Ne. Čeprav to recimo, da pretiravati s tem, za to vodo, ki je klorirana, ni najboljše za rastlino, za vinograd in za tudi druge rastline. Ne. Mi smo tle v vasi vsi naredili ta namakalni sistem in imamo to združeno preko, voda je napeljana do vseh vinogradov, preko jarkov, preko teh, bi rekel, colskih alkaten cevi, potem pa še vsak posamezni vnotar v vinogradu. Tako da, recimo, vode gre sicer veliko, ampak tukaj na Krasu niti nimamo take probleme z vodo. Ne. Sorte so pa različne, Teran, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cuvée, Malvazija, Sivi Pinot, različni letniki, odvisno kaj je trenutno v prodaji. Mi zbutiliramo cel sod, te sodi so vedno polni, Italijani rečejo sempre pieno, zato da ni zraka in mi imamo vse vino imamo v hrastovih sodih, ne, nič v rozfraju. Ne. Recimo, da grem za kar ta neugoden del vinogradništva, grem kar z neko brezskrbnostjo to narediti. Ne. Če končam to, lahko rečem, da gre razvoj v tej smeri in da mora je tako. Ne. Biološka pridelava v vinogradu in to grozdje, bi rekel, imenujemo biološko pridelano, pride do kleti. No, jaz mislim, da se v kleti že zdaj biološko obnašam. Ne. Ne. In da, ko bo prišlo to na vrsto, ne, bom to lahko brez težav lahko dokazal in potem verjetno po nekem določenem času podeljujete tisto oznako, ki jo mi lahko damo potem gor na nalepko. Ja, smo se zdaj sredi našega vrta na ekološki kmetiji. Ekološka kmetija po vseh teh standardih je že od leta 2001, se pravi je že neka doba, skoraj 20 let. Na podlagi tega lahko rečem, da je bila to takrat naša prava odločitev, edina možna, po mojem mnenju, da lahko naša kmetija normalno deluje. Kmetija je velika, 20 hektarov je kmetijskega zemljišča, od tega je približno 10 hektarov obdelovalnih zemljišč, ostalo so trajni travniki, potem pa je še nekaj čez 20 hektarov gozda. Že iz tega se vidi, da naša dejavnost sloni na kmetijstvu, na živinoreji in tudi na gozdarstvu. Če začnem zdaj z obdelovalnimi površinami, mi nismo specializirali nobeno dejavnost v večjem obsegu, ampak je tako, kot bom rekel, so bile kmetije včasih, vsake stvari je bilo nekaj, se pravi, da je tudi nekako samooskrbna in da nekako tudi zadostujemo temu, kar je naša usmeritev, da direktno tržimo, direktno kupcem in tudi nekaterim trgovinam. To pa tudi pomeni, da imaš čim več artiklov na razpolago. Pa še en moment je, se mi zdi, nekako moje osebno mnenje, da je ta pestrost pridelave in pestrost ponudbe tudi bolj zanimiva. Seveda, z ekonomskega vidika bi človek rekel, da ne, ampak z vidika človeka je pa to, se mi zdi, zanimivo, da prideluješ več stvari, da ni tisti vsakodnevni delovnik in opravila, da niso preveč monotona.
Pa tudi, če so kakšne vremenske ali pa škodljivci, recimo, kaj nepredvidljivi, če eno leto, bom zdaj rekel, ne vem, stročji fižol ne rata najboljše, se še vedno človek ne sekira. Se pravi, pri vseh stvareh jaz to vidim v tem, z ženo sedaj kmetujem v teh 20 let, bom rekel, ali pa 15 let, no, samostojno, da je veliko pomeni tudi neko dolgoročno stabilnost na kmetiji, da se kakšne stvari preveč nasekiraš, recimo, a ne, in da kakšne slabe izkušnje potegneš dobre lastnosti iz tega. Smo imeli tudi v tem, verjetno ni vse to povezano s tem, da je ekološko kmetijstvo, siguren se tudi v konvencionalnem to dogaja, da so kakšni neuspehi na kmetijstvu, ampak zelo pomembno je to, da to normalno prebrodaš in zasadiš, greš majčkeno v drugo smer, pa je tudi v redu. Se pravi, naši najbolj, vseeno pa bi izpostavil naše najbolj pomembne produkte, proizvode, ki jih na kmetiji imamo. Siguran je zelo pomembna in velik obseg teh površin pod žiti, se pravi, tisto, kar na ekoloških kmetijah je neko prvo žito, je pira, potem tudi pšenica, ječmen, kamut, potem proso, ajda, koruza za zrnje, ne za silažo, oves. Se pravi, in iz vseh teh žit delamo različne produkte. Za te produkte imamo tudi sedaj v teh 10 letih, se dopolnjujemo z različnimi stroji za obdelavo, za čiščenje, za mletje, za luščenje, tako da je velik poudarek žitom. Poleg tega, da svoje žito predelamo in plasiramo na trg, delamo usluge tudi drugim kmetom, pa ne samo kmetom, ljudem, ki sejejo svoja žita in so zadovoljni, da svoje žito, ko dajo na en obrat za predelavo, dobijo svoje žito tudi nazaj. Se mi zdi, da je to tudi en trend, ki ima neko bodočnost, ne samo pri kmetih, ampak pri ljudeh, ki imajo neko zemljo. No, če nadaljujemo žiti, potem imamo tudi peko, kruha in pekovskih izdelkov, iz teh naših izdelkov. Vse te izdelke potem tržimo direktno ali pri nas doma ali pa na tržnicah. Pa tako, kot sem omenil, tudi nekaj specializiranih trgovin, pa nekaj hotelov, nekaj restauracij, tudi nekaj šole, javne ustanove. Tako da je to, bom rekel, ta trg dosti širok, da se dopolnjuje tudi, recimo, če smo imeli čas zele krize zaradi virusa, če so javne ustanove pač niso naročale, pa so ljudje nekaj več naročali, tako da plus minus je bilo potem približno ista prodaja, recimo v nekem obdobju parih mesecev. Se pravi, pridelava žit na njivskih površinah je odvisna od kolobarja, ker njive imamo različno velike, ampak približno gre to tako, da je pire približno 2 hektara, pšenice 1 hektar, ajde potem recimo okrog 2 hektara, prosa pol hektara, ovsa pol hektara. Potem pa, kot sem omenil, ko pečemo kruh, samo za nek občutek, tedensko se ga speče približno, malo je od sezone odvisen, ampak približno 30-40 kg recimo. Potem naslednja dejavnost v poljedelstvu je zelenjava. Od zelenjave recimo bi omenil kot tisto, kar največ predelujemo, krompir, potem čebula, korenje, rdeča pesa, zelje, te klasične poljščine, ki so, potem tudi nekaj še tistih mogoče manj znanih ali pa vrtnin, ki jih ljudje manj uporabljajo, pa vseeno so na trgu, recimo pastinak, grah, te drobne zelenjave, kako bi temu rekel, no. Ampak te glavne stvari sem že prej omenil. Potem iz tega, kot mogoče ena glavnih stvari, je kislo zelje potem, da naredimo v jesenskem času. Potem pa je še sadje. Kot sadje v bistvu imamo travniški sadovnjak, klasičen travniški sadovnjak, ki ga probamo negovati, ga pomlajevati pa dosajati.
iz tega je potem prodaja svežega sadja, naredimo pa tudi nekaj soka, pa kisa, nekaj suhega sadja. Kot se spominjam iz tistih prvih literatur ali pa prvih knjig, ki smo brali o ekološkem kmetijstvu, da je ekološko kmetijstvo krogotok, ki vključuje tudi živinorejo. Tako da naša ekološka kmetija to živinorejo oziroma govedorejo še vedno vključuje in nam je, bom rekel, kar pomembna. Čeprav mleko in recimo mlečni izdelki niso tako pomembni na naši kmetiji, jih imamo bolj za svojo uporabo in še mogoče kakšne stalne stranke v soseščini, ampak moje mnenje je, da živinoreja doprinese tudi k hlevskemu gnoju, k našemu edinemu, bom rekel, gnojilu, ali pa lažje dostopnemu gnojilu, ki ga lahko sami z neko pravilno nego dobimo dobro gnojilo. Pa seveda tudi meso. Isto, naša družina se s tem, pač tako kot smo mi gor zrasli, se tudi naša družina s tem preživlja in alternative v tem pač ne vidim. Tako da imamo od mojega otroštva do zdaj približno isti obseg živinoreje, to pomeni okrog 20 govedi. Poleg govedi pa imamo še kokoši nesnice, nekaj perutnine za meso, potem samo par primerkov koz in ovc, mogoče bolj za ohranjanje nekih delov naših površin, da se ne zaraščajo. Pa še nekaj rac oziroma enojato rac imamo, ki se je izkazalo kar primerno za zmanjševanje staleža škodljivcev polžev na vrtnem delu. Ta posevek korena je letos majhen posebej v tem, da smo na drug način poskusili in nam je tudi se mi zdi ratalo zatreti plevel. Koren je počasi kali, je nežen, dolg kali in plevel je vedno bolj agresiven kot seveda sama rastlina korenja. In letos smo naredili grebene, kot vidite, sejemo vedno na grebene zelenjavo. Potem takoj, ko je prvi plevelček, res tisti mini plevelček, ko šivankica majhen, vzklil, še brez setve korenja, smo z plinskim brenarjem, gorilcem, požgal tisti plevelček. Potem se je korene osjal in potem tik preden korenje pride ven iz zemlje, še tik pred zdajci, še enkrat s plinskim gorilcem in uspeh je bil očiten. Se pravi, ko je korenje vzklil in začel rasti, takrat plevela še ni bilo. Seveda se je kasneje tudi pojavil, ampak potem se da že mehansko stroji tisto obvladovati, pa seveda tudi eno hitro varianto na roke, ampak bistveno drugače, kot pa če ne bi bilo s tem plinskim gorilcem plevel požgan. Tako da smo zadovoljni. Se vidi tudi majčkeno naprej zraven, ko je nekako časa zmanjkalo, ali pa če rečemo za eksperiment, kako je, če tega ne narediš, je bilo bistveno slabše, pa še zdaj ga nismo čisto obvladali plevela. Mi ležimo tlele v osrčju Gorenjske in kar nekaj naših obiskovalcev so nam povedali, da ležimo na lepem koncu. Pomeni je dovolj mirno, dovolj blizu vseh prometnic. Tega se mi prej, ker od vedno živim na kmetiji, mogoče niti nismo zavedali. In po tem pripovedovanju naših obiskovalcev smo se sedaj 4-5 let nazaj odločili za turizem, ki pa sloni na tem, da so naši gostje čim bolj pristno v našem kmečkem prostoru. Tako da smo naredili 7 lesenih, zdaj moderne se temu reče glamping hišic. To so preproste lesene hišice, sicer z vsem komfortom, ampak so vkomponirane v naš vrt. Mi smo hoteli to stlačiti na eno mesto, tako da lahko doživljajo to naravo na pristen način. No in v povezavi z tem turizmom smo potem razvijali pa še kakšne druge dejavnosti in ena od teh dejavnosti je tudi
pivovarstvo na naši kmetiji, povezano s temi gosti, ki prihajajo, in tudi z neko mojo željo, če imamo že večinoma stvari svoje, zakaj bi kupoval neko drugo pivo, pa če se da iz, bom rekel, kmetijskih izdelkov dobro pivo zvariti. Tako da sem se zato potem odločil, da lastno pivo delamo. Zdaj to pivo je tudi prvo in mislim, da zaenkrat tudi edino pivo v Sloveniji, da je ekološko certificirano. Se pravi, zdaj pri tem pomeni, da je osnovna sestavina ječmenov slad in hmelj, da sta ekološko pridelana. Sploh za hmelj vemo, da v konvencionalni pridelavi, da se kar dosti škropiv uporablja, tako da kljub temu, da je to manjša količina, se mi pa zdi pomembno, da je tudi pridelan na ekološki način. Ja, surovine, ekološki ječmen dobim iz Avstrije, kjer imajo to veliko večjo tradicijo tudi pivovarskega ječmena, pri nas pač tega še ni, je majhen trg in pač ni razvit ga še. Čeprav je to nek, kaj bi rekel, izziv za bodočnost. Enako je tudi s hmelom. Prvo leto sem pač uporabljal neekološki hmelj, slovenski, ker je bila to neka želja, da je slovenski, z odobritvijo ustreznih organov. Ampak ker ni bilo perspektive za to, da bi ekološki hmelj nekdo pa v Sloveniji prideloval, sem našel v Nemčiji ekološko kmetijo. Mislim, da v svetovnem merilu mogoče eno največjih pridelovalcev ekološkega hmelja. Piva se v Sloveniji veliko popije, ne. Zdaj trend ekološke hrane je, se pravi, za ekološko pivo sigurno bi lahko bil še večji interes. In s tem interesom bi verjetno tudi se kdo našel za ekološke sestavine v Sloveniji, nek začaran krog. Izziv je tudi za mene, da se lotim mogoče vsaj ječmenovega dela, ne hmeljskega dela, ki pa nas v našem koncu tradicije ni. Z ozirom na vse to, kar sem razložil v zvezi z varjenjem ekološkega piva, pa še vedno upam, da se bo našel nekdo v regiji, kjer se hmelj goji, da bi se preusmeril v ekološko pridelavo, ker ti poskusi so že bili, pa mogoče nekdo ni vztrajal do konca, tako da upajmo še v to smer, da bo stvar zaključena na slovenskem prostoru. Tukaj se izdeluje biopivo, se pravi, da vse sestavine so iz biopridelave, tako slad kot tudi hmelj. Potem se tukaj pivo vari. Kako dolgo traja postopek? Postopek traja približno 5 ur, da se skuha eno šaržo, potem pa traja tu 1 mesec v sodih v fermentorju, da se pivina odvre do končnega piva. Ekološka kmetija Šlibar je ena izmed 25, s katerimi ima Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru sklenjeno pogodbo o sodelovanju in študentje študijskega programa Ekološko kmetijstvo prihajajo na praktična usposabljanja. Na kmetijah neposredno vidijo primere dobrih praks, uspešnega trženja ekoloških pridelkov in s tem dobijo koristne napotke tudi za svoje življenje in delo v prihodnje. Bilanca humusa v tleh je odločujoča za ohranitev oziroma za dvig rodovitnosti tal. Da bi lahko to bolj plastično prikazali, so kolegi iz Dunajske univerze pripravili enostavno orodje, pripomoček, kjer lahko v različnih variantah kolobarja predstavimo ali en kolobar in zaporedje rastlin siromaši tla ali drug kolobar in ustrezni dodatki v kolobarju, kot so zeleno gnojenje,
dodatek preperelega hlevskega gnoja ali pa gnojenje s kompostom, dvigne vsebnost humusa in prispeva k pozitivni bilanci humusa v tleh. V letošnji jeseni je na mnogih velikih konvencionalnih kmetijskih gospodarstev situacija, da se silažna koruza proda za energetske namene, v bioplinarne. Prav tako se na mnogih kmetijah v severovzhodni Sloveniji žetveni ostanki po strnih žitih, torej slama, prodajo izven kmetije in v resnici taki kolobarji, ki se v zadnjih letih vse pogosteje pojavljajo, izjemno izčrpajo tla z organsko snovjo. Se pravi, prvo leto koruzna silaža, drugo leto pride za njim ječmen. Dejansko vidimo na tej desni strani, da nimamo nič vnosov v sam kolobar organske snovi. Potem imamo še tretje leto, zopet vse odpeljemo s koruzno silažo in pa v četrtem letu nekako pride nek plus v obliki tega, kar doprinese v kolobar soja. Zdaj, če bi želeli nekako v neko normalno balans priti, vidimo, da moramo dati v teh 4 letih potem na našo površino nekje 40 ton oziroma 40 kubikov samega komposta, da se nekako zadeve uravnovesijo. Predlog za izboljšavo preteklega kolobarja iz prejšnje predstavitve našega tehtanja bi bilo nekako vključevanje mestnih posevkov za zeleno gnojenje in pa tudi v veliki meri žetveni ostanki v obliki koruznice in pa slame ostanejo v tem primeru na sami površini in s tem tudi dolgoročno izboljšujejo to samo bilanco humusa v tleh. Bomo to prikazali čez se pravi, ta kolobar in pa pridelke. V prvem primeru imamo koruzo za zrnje in ker smo rekli, da koruza za zrnje, se pravi slama ostane oziroma koruznica ostane na površini, damo na to drugo stran ta ostanek, potem v naslednjem letu pridejo žita, se pravi ječmen in zopet ostane na površini slama žit. Potem v tretjem letu zopet koruza za zrnje in izboljšava, se pravi, v tem primeru je tudi ta, da lahko vključimo še vmesni posevek in pa potem v četrtem letu, če vključimo še sojo, smo nekje s tem dodatkom še hlevskega gnoja nekako lahko tudi izbalansiramo nekje 25 ton dotorelega hlevskega gnoja in je nekako ta zadeva dejansko potem tudi že v plus humusa. Varianta je tudi ta, da namesto soje damo 2 leti DTM in v tem primeru se lahko potem tudi izognemo vsemu temu hlevskemu gnoju, tako da 2 leti DTM-ja prinese zelo veliko organske mase in pa potem humusa v sama tla. V tem kolobarju so prikazane, se pravi, vključevanje detoneutralnih mešanic, kar je dejansko zelo priporočljiva praksa za ekološke kmetije, sploh v začetku preusmeritve. V ta kolobar smo vključili dejansko, se pravi, žita in pa potem tudi še oljne buče. Gre za kolobar, kjer smo predvideli, naprimer, ker ni v bistvu reje živali, so samo rastlinska pridelava, tako da bomo čez teh par let probali pogledati, kaj se dogaja z organsko maso v samih tleh. V prvem letu imamo na površini žita, se pravi piro, in pa ta slama vsekakor ostane na površini, zato damo na drugo stran tehnice ta balans. V tem primeru bomo dodali še tudi, ker je tudi praksa, da se uporablja zeleno gnojenje, kar tudi je velik doprinos v sam kolobar. Potem naslednje leto imamo oves,
vidimo, da se zopet to premakne kot poraba humusa in pa zopet, če damo slamo, vrnemo nazaj na nivo, se nekako zadeve balansirajo tekom že teh 2 let. V kolobar smo vključili, kot rečeno, tudi detonatravne mešanice 2 leti, ker je pač praksa taka in tudi seme in pa vsi postopki, kar se tiče nabave in pa dejansko setve semena so podražajo samo pridelavo, tako da nekako petulnice oziroma travnodetelne mešanice so v kolobarju načeloma 2 leti. In potem pa še v 5. letu vključimo v kolobar oljne buče. Vidimo, da dejansko tak kolobar tudi na kmetiji, kjer nimajo živali, nimajo hlevskega gnoja, je za uporabo detonatravnih mešanic primeren, kar se tiče bilance humusa v tleh. Zaloga organske snovi in dušika v takem kolobaru bi zadoščala še dodatno za setev, naprimer koruze, silažne in tudi še morda za kako drugo naslednjo za dušik manj zahtevno rastlino. Prikazan je pretežno zelenjadarski kolobar, kjer so vključene dokaj zahtevne zelenjadnice za pridelavo, kar se tiče porabe in organske mase in pa tudi dušika. V prvem letu smo vključili piro, zopet kot žetveni ostanek na njivi ostane slama od pire. Potem smo vključili zeleno gnojenje. V drugem letu je kot glavni naš pridelek krompir. Potem sledimo fižol. Potem zopet zeleno gnojenje in pa v 4. letu zelje iz skupine 1, kjer je pač tudi veliki potrošnik, dušika in pa, kot rečeno, tudi humusa samega. Za balansiranje tega, se pravi humusa v kolobarju, nekako vidimo, da ne zadošča, tudi če imamo že 2-krat vključeno zeleno gnojenje. Zato nekako bi bilo priporočljivo kolobar razširiti v smislu vključevanja 2-letnega vključevanja travnodetelnih mešanic kot glavni posevek v 2 letih. Se doda potem tudi lahko še manjša količina hlevskega gnoja, naprimer v tem našem primeru nekje, da se to izbalansira, imamo 10 kubikov hlevskega gnoja, da pač se kljub tem zahtevnim zelenjadnicam potem stvari s pomočjo metulnic tudi še zbalansirajo. Če v tem našem primeru ne bi vključili 2-letnega posevka detonatravnih mešanic, bi lahko to nadomestili z zorelim hlevskim gnojem, kar pomeni v našem primeru 40 ton hlevskega gnoja v 4 letih, kar bi potem se zadeve zbalansirale. Torej, odvisno od tipa ekološke kmetije, če je živinorejska in ima na razpolago uležan hlevski gnoj, bo uporabila le tega. V primeru, da pa je to kmetija, ki nima živali, pa seveda lahko vse te pluse pridobi tudi setvijo detonatravnih mešanic v kolobar in pa drugih lesnih posevkov ali pa tudi metulnic.